Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Kako upravljati svojo plačo in kam investirati denar? Sta dve vprašanji, ki sem jih v zadnjih 15 letih, odkar se ukvarjam z osebnimi financami, prejela največkrat. Potem sem seveda pisala članke, komentarje in pa seveda tudi predavala. Vedno znova pa sem presenečena nad odzivi nekaterih. Denimo moj zadnji zapis na družbenih omrežjih o tem, kako upravljam svojo plačo, potem ko jo seveda dobim na račun, je naletel na neverjeten odziv. Sama objava je imela preko 50.000 ogledov, na stotine ljudi se je objavo shranilo, jo delilo, potem bilo je izredno veliko komentarjev in odzivov. Vsem iskrena hvala, tudi vsem hvala, ki ste v bistvu predstavili svoj način upravljanja s plačo in tudi predlagali nekatere druge rešitve, alternative mojim rešitvam. Ker je ta tema vedno aktualna, sem se odločila, da v tokratni epizodi predstavim malce bolj poglobljeno, kako upravljam svojo plačo. Rada bi vam pa tudi predstavila skico oziroma zemljevid toka denarja, ki vam lahko pomaga odgovoriti na obe omenjeni vprašanji. Najprej pa o izgovorih. Pogosto, ko govorimo o teh tematikah, dobim odziv, da je potrebno imeti veliko denarja, zato da ga upravljamo. Seveda se s tem ne strinjam. Denar je potrebno upravljati ne glede na višino naše plače, honorarjev, žepnin, štipendij, pokojnin in tako dalje. To je pravzaprav nujno ne glede na višino. Mnenje, da je potrebno imeti veliko denarja, zato da ga upravljamo, pa je pravzaprav kar precej zakoreninjeno v naših glavah. Spomnim se pred leti, ko sem se pogovarjala z neko ravnateljico na neki osnovni šoli o tem, da bi kot izvenšolsko dejavnost ponudili finančno opismenjevanje oziroma krožek finančnega opismenjevanja, pa me je v bistvu ravnateljica zelo hladno zavrnila, češ da otroci na njeni šoli se o teh tematikah ne bodo učili, ker večina otrok prihaja iz socialno ogroženih družin. Potem pa mi je še zabrusila, da nimajo kaj za upravljati. Njen odziv me je v bistvu kar precej presenetil, šokiral, ampak potem, če malce bolj poglobljeno razmišljamo, ugotovimo, da je pravzaprav pogost takšen odziv ljudi. Menim, da imajo vsi otroci enako pravico spoznati osnove osebnih financ. Za tiste iz manj premožnih družin pa je to znanje še kako nujno potrebno. Pri nižjih dohodkih namreč šteje vsak cent. Hkrati pa to znanje lahko predstavlja potencialen izhod iz slabih vzorcev ravnanja z denarjem in pa korak stran od predsodkov. Preveč smo obremenjeni s predsodki, nekako so zakoreninjeni v naših glavah, v naših srcih in jih nikakor ne moremo opustiti. Najbolj škodljivi so pa ravno predsodki, ki jih imamo vezano na denar, in te predsodke smo podedovali, smo jih dobili od naših staršev, starih staršev in tako dalje. Ti predsodki se prenašajo iz roda v rod, zato je treba v bistvu nekako preveriti, če je kaj resnice na teh predsodkih in seveda jih opustiti, če ugotovimo, da ni. Žal številni starši nimajo znanja osnovnih osebnih financ, učijo se nekako sproti, malce žonglirajo, testirajo, probavajo, naredijo ogromno veliko finančnih napak, ki jih seveda tudi stane izredno veliko denarja. Opažam pa, da je v marsikateri družini še vedno pogovor o financah, o denarju tabu tema. Ravno zaradi tega menim, da bi otroci to znanje morali dobiti v šolah. Ja, neke vsebine o osnovah osebnih financ učijo oziroma je zapisano v učbenikih gospodinjstva in državljanske vzgoje. Tudi sama sem preverila to vsebino in lahko rečem, da je zelo neatraktivno zapisana in marsikateri najstnik ima probleme v bistvu z razumevanjem teh definicij, ki so tam notri navedene. Tudi učitelji včasih imajo kar težavo pojasniti, kaj je delnica, kaj je borza, kaj je vzajemni sklad, na en tak zelo poenostavljen način, da bi seveda to otroci razumeli. Osredotočajo pa se predvsem nekako na gospodinjske finance, torej analiza prihodkov in pa odhodkov. To pa seveda absolutno, če želimo doseči na dolgi rok neko finančno varnost, ni dovolj.
V zadnjih letih se pojavlja cel kup nekih delavnic, seminarjev o osebnih financah. V bistvu imam občutek, da vsak, ki ima 5 minut časa, pripravi neko delavnico ali pa prebere morda kakšno knjigo, pa si reče, ok, bom pripravil delavnico na temo osebnih financ. Nekatere delavnice so brezplačne, spet drugi so kar precej zasoljene. Moram pa priznati, da je tukaj potrebno seveda biti zelo pozoren na kakovost vsebine in pa konec koncev tudi na motive organizatorja. Previdno, komu zaupate svoj denar. V tem uvodnem delu želim povedati oziroma izpostaviti glavno sporočilo, da je potrebno upravljati z denarjem. Pa če tudi imate 10 evrov, 100 evrov, 1000 evrov, 10 000, 100 000 evrov. Pomembno je, da veste, kje je vaš denar in kaj ta denar počne. Nadaljujmo z izgovori. Jaz mislim, da je prvi korak, ki je nujno potreben pri učinkovitem in uspešnem upravljanju denarja, ta, da nekako opustimo miselnost ne da se in jo spremenimo v da se. Ne samo, kar se tiče upravljanja denarja, ampak tudi na splošno določenih življenjskih oziroma vseh življenjskih odločitev. Druga stvar, ki se mi zdi izredno pomembna, ko govorimo o upravljanju denarja, je avtomatizacija oziroma digitalizacija. S tem si v bistvu nekako poenostavimo upravljanje denarja. Pogosto pa namreč slišim tudi izgovor, zakaj se ne ukvarjate s svojim denarjem, in sicer je to, da nimate časa. Moram priznati, da jaz tega izgovora ne razumem najbolje, ker ne razumem, kako to, da nimate časa ukvarjati se s svojim denarjem, za katerega v bistvu zelo trdo delate. Če pravite, da nimate časa za vaše finance, pomeni, da v bistvu ste slab menedžer časa. To je lahko en način razumevanja tega, drugi način je pa pač to, da vam to ni prioriteta, da vas ta stvar ne zanima in da v bistvu pač se vam ne zdi pomembno, kako upravljati s svojim denarjem in zakaj sploh upravljati s svojim denarjem. Skratka, pod črto, če želiš doseči neko finančno varnost, je potrebno investirati čas tudi v to, da spoznavamo to vsebino te tematike in podobno je kot pri hujšanju ali pa usvajanju kakršnihkoli drugih novih znanj in veščin. Na začetku je težko, potem pa gre vse lažje. Tretji pogosto slišan izgovor, zakaj se ne ukvarjamo s svojim denarjem, je ta, da imate majhne otroke. Otrok ne more biti izgovor, zakaj nekaj mi ne naredimo. To je v bistvu zelo slab izgovor in če smo iskreni, bi ravno zaradi otrok morali skrbeti za v bistvu finančno varnost. Sicer boste na stara leta finančno breme prenesli na svoje otroke. Pokojnine so nizke, življenje pa vse dražje. Četrti izgovor, ki me kar malce pogreje, ko ga slišim, moram priznati, in sicer to je ta, da nimam pojma o financah, s tem se ukvarja moj partner oziroma mož. Ne razumem tega, zakaj je treba pomembne finančne odločitve prepuščati svojemu partnerju. Seveda lahko skupaj sodelujete in skupaj upravljate s premoženjem oziroma ste vsaj bolj aktivni pri tem, da vsaj veste, kaj se dogaja z vašimi financami. Res je, da svojemu partnerju zaupate, ga imate radi, vse je super in lepo in prav, toda življenje je nepredvidljivo. Čeprav gremo v zvezo ali zakon v veri, da bo ta večen, pa moram priznati, da statistike kažejo malce drugačno sliko. Skoraj 50% ljudi nekako konča z razvezo oziroma z ločitvijo. Najpogostejši razlog za ločitve so pa ravno finančne težave. Moram priznati pa, da me vsakič znova tudi kar malce razžalosti izjava, ko slišim, da v bistvu nisi srečen v zakonu ali v zvezi, ampak da si ne moreš privoščiti ločitve. Ja, živimo samo eno življenje in bi ga bilo škoda živeti v okolju, kjer nismo ljubljeni ali srečni. Vendar pod črto, nihče ne bo poskrbel za vaše finance, za vaše finančno zdravje, če tega ne boste storili sami. Še enkrat povzetek, z avtomatizacijo in digitalizacijo nekako poenostavimo vse skupaj, pospešimo, dosežemo neke časovne prihranke, hkrati tudi stroškovne. In s tem tudi že odpade del izgovorov. Na voljo je veliko mobilnih aplikacij, ki nam vse skupaj olajšajo. Ponujajo jih tudi naše banke in cel kup drugih podjetij, tehnoloških podjetij, tudi slovenskih startupov. O tem pa malce več kasneje. Pojdimo sedaj na skico oziroma zemljevid toka denarja.
Tako kot rečeno že v uvodu, preden odgovorimo na vprašanje, kako pametno upravljati z denarjem, je dobro, da nekako narišemo skico oziroma zemljevid toka denarja. Ključno je, da se vprašamo, kaj imamo in kako to distribuiramo. Torej, kam gre denar, ko ga dobim, koliko ter v kakšnem zaporedju. Sliko mojega denarnega toka bom objavila seveda tukaj na YouTubu in pa tudi na družbenih omrežjih in pa tudi na blogu businessspace.com. Morda en tak praktičen namig. Starši, ki oddajo vlogo za pridobitev otroških dodatkov in drugih socialnih transferjev, si lahko pomagajo tudi z odločbo Centra za socialno delo, saj ti podatke zberajo iz vseh možnih virov, od davkarije, banke, zavarovalnice, DZU-jev in drugih finančnih inštitucij, tako da si lahko malce s tem tudi pomagate. Denimo pred leti mi je kolegica povedala, da je ravno s pomočjo te odločbe ugotovila, da ima odprt bančni račun še iz študentskih časov in da ga že desetletja v bistvu res ni uporabljala. Ko naredite pregled vseh teh računov, ki imate odprte, predlagam, da tudi pogledate, če so obešeni oziroma če se obračunavajo kakšni stroški na teh računih in seveda, če se obračunavajo in če računa ne uporabljate, ga nemudoma zaprite. Tudi obstoječi računi, ki jih uporabljate, so lahko izjemno dragi, zato nujno preverite, ali je smiselna menjava banke. Primerjavo stroškov bank najdemo na spletni strani Zveze potrošnikov. Mimogrede, zdaj, ko omenjam socialne transferje, bi mogoče v tem kontekstu omenila tudi pobudo za spremembe socialne zakonodaje, ki jo je dal minister za delo, družino in socialne zadeve, mislim, da junija letos, in del teh sprememb naj bi bil tudi izvzem premoženja iz ugotavljanja pravic do otroškega dodatka. To pomeni, da se premoženje, kot se ga je do sedaj upoštevalo, ne bo več upoštevalo. Zadeva trenutno je v medresorskem usklajevanju in na službi vlade za zakonodajo. Mogoče še ena zanimivost. Pred leti, ko sem postavila dijakom in učencem vprašanje, kaj bi storili z 10 tisočaki, če bi jih dobili čez noč od strica v Ameriki. In moram priznati, da me je presenetilo kar nekaj odgovorov, ampak recimo ta vezana na socialne transferje mi je bil pa kar res malce šokanten. In sicer neka mladenka, dijakinja ekonomske šole, je povedala, da denarja zagotovo ne bi položila na bančni račun, ker bi potencialno lahko izgubila štipendijo in pa otroške dodatke. Obrestna mera za ugotavljanje tega fiktivnega dohodka je res nizka in praviloma se takšni primeri niso dogajali. Seveda pa so veliko odmevali primeri, ko se je seveda to zgodilo, zlasti ko je šlo za neke mejne primere. Ok, gremo naprej. Sedaj bomo pa na praktičnem primeru pogledali, kako v bistvu upravljati svojo plačo, ko jo dobimo na TRR. Predstavila bom svoj primer, seveda pa so prakse, ki funkcionirajo za vas, lahko tudi drugačne. Torej, kaj naredim s plačo, ko jo dobim na TRR? Preden v bistvu predstavim 4 korake, bi rada povedala, da imam v bistvu vse avtomatizirano in digitalizirano, zato mi v bistvu sam proces, sam postopek upravljanja denarja ne vzame izredno veliko časa, morda nekaj minut na mesec oziroma 5 minut na mesec, v to pa seveda ni všteto investiranje. Prvi korak, dolgoročno varčevanje. Sama namenim dolgoročnemu varčevanju četrtino, petino svoje plače. To je denar, ki takoj praktično se odtrga iz mojega računa in gre za investicije. Investicije v vzajemne sklade in pa seveda tudi v sklade, ki kotirajo na borzi oziroma ETF-e. Same sem izrazito nagnjena k tveganju, moj cilj je dolgoročno varčevanje, zato sem pretežno izpostavljena delniškim naložbam. Prenos denarja imam avtomatsko urejen, kar pomeni, da se mi preko direktnega plačila prenese na DZU, del denarja pa prenesem seveda tudi na N26 digitalno banko in potem seveda naprej na brokerja. Glede višine zneska, koliko denarja namenimo dolgoročnemu varčevanju, tukaj bi jaz rekla, da ni nekih standardiziranih pravil, čeprav v učbenikih, osebnih financah beremo, da bi temu cilju namenjali 10%. Jaz bi rekla, da tukaj ni potrebno se fiksno držati tega odstotka, konkretno sama investiram četrtino, včasih petino, čisto odvisno. Lahko seveda tudi investirate manj, 10 evrov, 100 evrov, 50 evrov, kolikor si pač lahko privoščite.
Prav tako pa v bistvu ne vidim logike, da se omejimo na 10% ali 20% ali 5%, če imamo prostora za več. Glede samih naložb, potem smo precej govorili v številnih epizodah Money How, govorili smo o vzajemnih skladih, ETF-ih, izbiri brokerjev, govorili smo tudi o samih principih investiranja, tako da vas vabim, da prisluhnete tem epizodam. Povezave bom pa objavila tudi v opisu te epizode. Kar se tiče aktualnega mojega investiranja, še vedno investiram v globalno razpršeni ETF in imam kar nekaj nišnih ETF-ov in pa seveda izbrane delnice. Moj portfelj sem tudi javno objavila na blogu Business Space in pa tudi na družbenih omrežjih, kot so LinkedIn, Facebook, Instagram, kjer si seveda tudi vse to lahko pogledate. Precej redno objavljam različne vsebine iz sveta osebnih financ. Če vas to zanima, vas vabim, da mi sledite tudi na teh družbenih omrežjih. Drugi korak, plačilo položnic. V drugem koraku sledi plačilo položnic, tudi to predlagam, da si vse avtomatizirate. Če še vedno prejemate papirnate položnice, prosim preverite, ali morda plačujete za to. Pred časom sem zasledila, da nekatere položnice papirnate stanejo po 1 evro. Predlagam, da nemudoma prekinete takšen način dostave položnice in se preusmerite na e-položnice. Položnice, kaj spada pod to? Se pravi, govorimo tukaj o plačilu stanovanjskih stroškov, govorimo o plačilu raznih kreditov, limitov, stroškov zavarovanja, položnice za šolo in vse drugo. Svetujem, da tudi naredite pregled vseh naročnin, ki jih plačujete, bodisi je to Netflix, HBO, Apple Music, Spotify in seveda naročnine na časopise, revije in na druge aplikacije. Naredite pregled tega, izračunajte, kakšni so stroški, predvsem pa vse tiste stvari, ki jih ne uporabljate ali niste uporabljali v zadnjih mesecih, nemudoma prekinite. Še en namig, ugotovila sem, da marsikateri ponudnik ponuja novim strankam do 50% popust. Mogoče vam bodo ob postopku prekinitve ponudili ravno takšno ponudbo, tako da preverite. Seveda med te tekoče stroške uvrščamo seveda tudi stroške nakupa hrane, pijače, oblačil in drugih zadev. Ravno ti predstavljajo največji del družinskega budžeta. Sama zasledujem minimalizem, nekateri bi rekli, da je to škrtost, Gorenjci pravijo temu voharnost, jaz pa, če ne potrebujem, ne kupim, če že imam, porabim. Poskušajte se izogniti kopičenju raznih zadev, predvsem pa pametno kupujte hrano. Statistike kažejo, da izredno veliko hrane zmečemo dobesedno v koš in res je škoda, da mečemo denar v koš za smeti. Moj napotek je, nakupujte z listkom. Ravno v tem delu tekočih stroškov je tudi največ prostora za nekako optimizacijo stroškov in pa ustvarjanje seveda prihrankov. Spremljate svoje nakupe in ugotovili boste, kako trošite, kje trošite, spoznali boste svoje nakupne navade in seveda tudi ugotovili, kje so tisti sprožilci, zaradi katerih v bistvu potrošite mogoče več, kot bi sicer. Kar se tiče spremljanja stroškov, je res veliko aplikacij na voljo. Sama uporabljam 2 aplikacije. Prva aplikacija je NoPrints, v bistvu ne toliko za spremljanje stroškov oziroma analize hrane, bolj za shranjevanje digitalnih računov in pa garancij. Hkrati se mi pa zdi dosti uporabna funkcija opozorilo pred iztekom garancije. Druga aplikacija, ki jo uporabljam prav tako slovenskega startupa, to je Tošelj, kjer lahko v bistvu povežemo vse bančne račune od vseh slovenskih bank in pa tudi nekaterih tujih, kot so N26, Revolut, tudi PayPal, pa tudi nekatere kriptoračune in nekako nam v bistvu sama aplikacija posodablja sproti in dela analizo stroškov in seveda nas tudi opozarja, kdaj smo presegli budžet in kdaj moramo biti seveda pozorni na stroške. Ta storitev ni brezplačna, mislim, da stane okrog 3 evre na mesec, je pa tudi neko testno obdobje, tako da lahko poskusite in če vam aplikacija ne ustreza, je na voljo malo morje drugih. Pojdite v mobilno trgovino in vtipkajte
budžet. Izpisalo se vam bo res veliko aplikacij, nekatere so brezplačne, nekatere so plačljive. V tem kontekstu bi mogoče omenila tudi to, da lahko spremljate svoje finance tudi preko Excela z vpisom v Excel ali pa seveda tudi enostavno, klasično vpišete stroške v beležko. Zato boste potrebovali sicer nekaj več časa, a naredite tako, kot vam najbolj ustreza. Četrta točka, kaj storiti z razliko, ki nam ostane na računu. Jaz večinoma to razliko nekako prenakažem na nemško digitalno banko N26. Tam v bistvu imaš možnost prerazporejanja v različne spaces oziroma predalčke in sama imam dva predalčka. Prvi predalček je denarna rezerva in drugi predalček je predalček za počitnice. Denar lahko v bistvu prenašaš iz enega predalčka v drug predalček, lahko določiš tudi želeno višino prihrankov in seveda te aplikacija tudi opozarja, koliko si oddaljen od tega cilja. Mogoče tukaj, kar se tiče same denarne rezerve, bi svetovala, da seveda je fajn, da imate denarno rezervo za nepričakovane izdatke. Zdaj, višina, nekateri priporočajo 6 mesečnih stroškov, drugi priporočajo 6 mesečnih plač. Jaz priporočam, da nekaj tisočakov vseeno imate te denarne rezerve, nikoli ne veš, kaj se zgodi, lahko vam v bistvu crkne pralni stroj, sušilni stroj, hladilnik, lahko se vam pokvari avto ali zgodi kakšna druga zadeva in seveda bolje, da imamo denar na zalogi, kot pa da hitimo na banko po izredno drago potrošniško posojilo. Kot omenjeno na začetku, dobila sem izredno veliko odzivov od sledilcev na LinkedInu, vsem še enkrat hvala. In tudi sami so mi sporočili, kako varčujejo oziroma na kakšen način sami razporejajo svojo plačo. Omenili so, da tudi sami varčujejo v teh predalčkih oziroma šparovcih in sicer za različne cilje, recimo varčujejo za registracijo za avtomobil, za zavarovanje avtomobila, tudi servis avtomobila in seveda druge izdatke. Nekateri pri tem uporabljajo različne aplikacije, omenjajo denimo aplikacijo younidabudget.com, pa britansko digitalno banko Revolut, pa nizozemski Bunk, omenja se tudi Vivid Money, ki med drugim omogoča tudi do 15 brezplačnih predalčkov. Na moj zapis so se odzvale tudi seveda banke, kjer so mi povedali, da tudi sami ponujajo neke predalčke oziroma namenska varčevanja. Recimo v Novi KBM so mi povedali, da se pri njih ti predalčki imenujejo varčevalniki oziroma za to varčevanje, s tem je omogočeno v bistvu shranjevanje viškov. Potem pa sem seveda poizvedela tudi pri drugih bankah in sicer v Intesi San Paolo so mi povedali, da prav tako ponujajo virtualne hranilnike, #WithSave. Ta omogoča varčevanje v plačevanju s kartico, ker zneske nakupa zaokrožuje navzgor, razlika pa se potem prenese na ta račun. Podobno storitev ponujajo tudi na Unikreditu in nekaterih drugih bankah. Odzval se je tudi predsednik uprave NLB in sicer Blaž Brodnjak, ki nam je sporočil, da teh predalčkov NLB še ne omogoča, bo pa kmalu na voljo analitika osebnih financ oziroma PFM funkcionalnost uvedena z novo mobilno in spletno banko v letu 2022. Sledilci so mi tudi sporočili, da tudi mobilna denarnica mBills omogoča odpiranje šparovcev in ponuja tudi možnost avtomatskega varčevanja ob vsaki transakciji. Ko govorimo o teh praktičnih mobilnih rešitvah, bi rada izpostavila še eno aplikacijo, ki si jo nemudoma naložite na svoj telefon oziroma odprite oziroma aktivirate znotraj vaše banke. To je aplikacija Flick. O tem sem posnela posebno epizodo in sicer najdete jo pod naslovom Takojšnja plačila, ko denar nikoli ne spi. Gre za instantna plačila med slovenskimi državljani, denar lahko seveda nakazujete 24 ur na dan, 7 dni v tednu. V tej shemi instantnih plačil so vključene praktično vse slovenske banke oziroma vse banke, ki delujejo pri nas. Stroški nakazila za recimo 5 evrov ali pa 5000 evrov so pa nič, torej storitev je popolnoma brezplačna, lahko nakažete sredi noči ali sredi vikenda in oseba bo v par sekundah dobila tudi denar.
Preden zaključimo, se dotaknimo še dohodkov. Večina prejema plačo, nekateri dobivajo še razne druge dodatke, dividende, najemnine in podobno. Marsikdo morda ni zadovoljen s tem, kar dobi vsak mesec. Kaj lahko storimo? Ja, nič. Najbolje, da gremo do šefa in se poskušamo pogajati za povišico. Seveda je treba imeti pripravljene argumente, zakaj si zaslužite višjo plačo. Če menite, da se vam dogaja krivica, imate vedno možnost tudi zamenjati službo, tako da o trgu dela in pa o plačah smo govorili v posebni epizodi in vas vabim, da prisluhnete, morda boste izvedeli kakšen koristen napotek. Za konec bi morda omenila še to, sicer ne vem, če sodi ravno v ta del plač oziroma dohodkov, vsekakor je pa lahko zelo koristen napotek zdaj, ko smo sredi poletja. In sicer jaz se sama vsako poletje lotim čiščenja krame, tekom leta se kar precej nabere na podstrešjih in v kleteh, tako da priporočam, da greste čez, kaj potrebujete, kaj ne potrebujete in seveda tudi zadeve prodate ali pa podarite. V zadnjih nekaj letih sem prodala za približno 7.000 evrov rabljene robe. Veliko sem prodala, zlasti ko smo renovirali stanovanje. Takrat v bistvu sem praktično celo stanovanje prodala, vse od kavča, mize, spalnice, jogijev, posode, stranišča, radiatorjev, v glavnem vse sem prodala, kar se je prodati dalo, tudi kozarce sem prodala. Veliko stvari sem tudi podarila, zlasti veliko oblek, pa potem seveda tudi veliko igrač. Recimo nedavno sem podarila tudi vikend kuhinjo, ki je bila izredno dobro ohranjena, sicer starejšega datuma, izredno dobro ohranjena. Stvari naj krožijo, seveda ob tem tudi pozorilo, bodite pozorni na goljufe, na vsakem vogalu so, sploh če boste prodajali preko bolhe, bodite pozorni, ko vas kontaktirajo potencialni kvazi kupci, ki od vas zahtevajo številko kreditne kartice. Veliko ljudi je tukaj že nasedlo in izgubilo kar precej denarja, tako da bodite previdni. Lahko seveda oglašujete svojo staro robo na bolhi, lahko seveda tudi na Facebook Marketplace in pa seveda tudi na drugih kanalih. Za konec, marsikdo je presenečen, kako v bistvu smo nekako obrnili to logiko upravljanja denarja. Naši stari starši in starši so nas učili, da je potrebno najprej plačati položnice in potem vse ostalo. Najbolj pomembna položnica, ki jo boste plačali, je položnica za vaše dolgoročno varčevanje. Zavedati se je treba, da pokojnine bodo mizerne in na stara leta je pa vsem potrebno poskrbeti za neko finančno varnost, sicer bomo breme otrokom in seveda tega ne želimo. Rada bi poudarila to, da bo naša pokojnina predvsem odvisna od naših prihrankov, ki jih bomo ustvarili v delovno aktivnem obdobju. Pri upravljanju denarja je potrebna torej disciplina, doslednost in pa sistematičnost. Veliko si lahko pomagamo seveda z raznimi pripomočki digitalnimi in seveda z avtomatizacijo. Seveda pa tudi ne pozabite spremljati svoje finance, svoj denar in ustrezno ukrepati, ko ugotovite, da stvari ne gredo v pravo smer. Naj skrb za denar postane nekaj takšnega, kot je pitje jutranje kave, čaja ali smudija, torej rutina. Torej, ne čakajte na jutri, začnite že danes. Toliko z moje strani, upam, da vam te napotki pridejo prav, upam tudi, da pripravite svojo skico oziroma zemljevid toka denarja. Če želite, ga seveda lahko tudi delite z menoj, bom zelo vesela. Veselim pa se tudi vaših odzivov. Tako, prišli smo do konca. Upam, da vam je bil podcast všeč. Naročite se na MoneyHow, spremljajte nas na vseh možnih kanalih, tudi tukaj na YouTubu. Kmalu pripravljamo Crypto Only Session. Predvajali ga bomo tudi preko YouTuba live, tako da naročite se in spremljajte nas. Skratka, posredujte informacijo o podcastu prijateljem, znancem, sorodnikom, če menite seveda, da jim bo vsebina koristila pri upravljanju njihovega denarja. Poslušajte MoneyHow, ne bo vam žal in lep pozdrav!